recimo, ko sem ga ponosil za ta prvi tek, če greva 21 km odlaufati, je bil kuj za to, ampak jaz sem čez 14 dni prišel, da nisem bil zadovoljen z 21 km, sem rekel, ne Primož, bo 42 km odlaufala, no. Ampak to je bil pač želja, moj maraton je pač prelaufan bil iz željo, iz upanjem pač, da zmorem. Nekaj sem hočel pisati, da je tam od spredaj pa ena ženska, kako ima lepo postavco, sem rekel, škaz, da je prost, ampak zdaj me pa tale ženska trenutno ne zanima, je boljša od mene, je boljša, ti jo meni pa je učila pokazati. Dragi gledalci in gledalke, spoštovani poslušalci in poslušalke, to je 33. epizoda podcasta Zagret za tek. Marko Roblek sem z vami. Najprej hvala za vse lajke, za vse šere, za vse komentarje, ki mi jih dajete na videih in na audio platformah. Res cenim vaš čas, ki ga posvetite poslušanju in gledanju tega podcasta. Cenim vaše feedbacke, vaše predloge in komentarje, take in drugačne. To mi daje zagon, da še naprej iščem zanimive goste tam zunaj, zanimive tekače in tekačice, odpiram zanimive teme in predvsem iščem zanimive odgovore. Hvala tudi za vse donacije, ki mi jih namenjate ta teden še posebej. Marjan, super, hvala ti. Cenim tvoj doprinos. V tem mestu se opravičujem, da je današnja epizoda morda na trenutke tehnično malo slabša, malo nam je nagajal v temle vremenu internet, ampak nič ne de. Mislim, da se boste ob poslušanju in gledanju našega pogovora neizmerno zabavali in dobivali navdih. Z mano danes namreč sta dva prav posebna gosta. Prvi od teh je Sandi Novak, zelo gostobeseden, srčen in iskren 47-letnik iz Dupel na Gorenjskem. Kot je bilo tako lepo napisano v enem od uvodnikov v njegovi predstavitvi, če se mu leta 2005 na Fantovščini ne bi pripetila nesreča, ko je nanj padel lesen križ, ki ga je ironično izdelal sam. Zaradi tega pa je Novak ostal brez vida s hudo možgansko poškodbo. Bi bil danes bržkone le cenjen in iskan mizar. Tako pa je vrhunski tekač, maratonec, ki je lansko leto v Dubaju osvojil že svojo drugo olimpijsko normo. Je olimpijec s nastopom na paraolimpijskih igrah v Riu leta 2016. Če bo vse po sreči, bo letos potoval tudi v Tokio. Z njim je njegov dolgoletni zvesti prijatelj Primož Črnilec. Sandi večkrat poudarja, da te zgodbe, te maratonske zgodbe brez njega ne bi bilo. Primož je Sandiju stal ob strani od vsega začetka, mu pomagal pri tekaških začetkih, osnoval ekipo, ki mu sedaj pomaga na največjih tekmovanjih. K sodelovanju povabil Romana Kejžarja, ki je Sandijev trener in spremljevalec na največjih maratonih. Primož in Sandi skupaj vsem nam vračata vero v človeštvo, v prijateljstvo, v premagovanje težav, ko je najtežje, in v to, da stvari okrog nas niso samoumevne, še manj ljudje, kaj je pomembno in kako premagovati tisto najtežje v življenju, pa boste spoznali, upam, tudi v temle pogovoru. Tako da hvala, ker ste z mano, ker ste z nami, dobrodošli in uživajte v pogovoru. Sedaj pa Sandi in Primož. Spoštovane in cenjeni, tole je 33. epizoda podcasta Zagret za tek. Jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek in z mano sta dva izjemna človeka, Sandi Novak in Primož Črnilec. Fanta, pozdravljena in dobrodošla. Živ. Pridemo tudi do tega, zelo kmalu. Hvala obema, sem bil zelo vesel, da smo se tako hitro zmenili, kljub temu, da sta zelo zasedena, sta tole vabilo sprejela. Jaz mislim, da bo to en super pogovor, časa je malo, zato bomo ekspeditivni, kot se temu reče, začetek, da prebijemo let.
Vprašanje, ki si mu moji gostje pač ne morejo izogniti, zato sledi tudi za vaju. Zima sicer dele maha z repom, ampak vseeno, Sandi, si danes že tekel? Ja, poskušal sem, ampak je bilo preveč nevarno, zaradi poškodb, raje nisem dan popoldne svoj trening naredil. No, se pravi, tebe. Doma na stezi. Doma na stezi je bilo preveč, je bilo 5 cm znoga in ne grem se zdaj pretekmo poškodovati. No. Tako da, raje ne. Pametno. Primož, ti, tvoj tek ni, rečemo, tvoja prva izbira, pa vseeno, kdaj si zadnjič obul tekaške copate? Včeraj. Nehaj, resno. A povem kje? Prosim. Blejski razgledni trail. Mislim, kakšen uvod. Škoda, ker nimamo še ene ure časa, bi se še o tem pogovarjali. Odlično sta tole začela. Sandi, koliko kilometrov, zdaj si pač v pripravah na tekme, spet na sezono, koliko kilometrov na teden pretečeš, malo za ilustracijo za naše poslušalce in gledalke? Za ilustracijo bom rekel tam tedensko od 100 do 130 km na teden, recimo to je maratonsko, zdaj pa, ko se pripravljam, ker so mi vsi maratoni letos od januarja pa zdaj do marca vsi odpadali, sem se še prištimal. Zdaj se pa prištimujem za 18. aprila v Italiji na 5 km, sem pa majhen kilometrino spustil, pa delam dosti na hitrosti. No, tako da zdaj kilometrine imam tam od 80 do 100 km na teden, samo večjih hitrih treningov. No, tako. Izteki tam najdaljši je zdaj tam 18-22 km, prej je bil pa 38-36 km najdaljši za maraton. No. Tako da zdaj sem malo zmanjšal, pa hitrost povečal. Pa intenzivnost pač tako da. Tako prijetno, no. V pripravah na maraton pa treniraš tudi po 2-krat na dan, drži? Drži 2-krat na dan, pa soboto en trening, takrat so pa ponovadi dolžine, tam od 30 plus, 30 km, da te vedeli, plus, to nedeljski teki. Drugače pa 2-krat na dan, recimo, če hočete tako, da se spočijem zjutraj 8, pa popoldne 8, no, pa to je regeneracijski trening. Tako. Aktiven, ampak regeneracijski. Trening vrhunskega športnika pač ni enostaven. Mi se poznamo že kakšno desetletje, ko smo se srečevali v Kranju na bazenu. Vidva sta trenirala na stadion, jaz sem bil tam v trgovinci, no, ampak marsikdo pozna. Še tvoja. Super. Tekle na 5 km. Odlično. Sem prav ponosen, to bo odličen dodatek za tale podcast. Vem, da te poznajo, Sandi, v slovenskih tekaških klubih, ampak vseeno moram vaju predstaviti, tako kot se spodobi, za vse poslušalce in gledalke, ki morda so novi, tako v podcastu kot v teku, da vaju spoznajo. Sandi Novak je namreč slepi maratonec iz Kranja, tekač, ki je po nesrečni poškodbi glave pred 14 leti odkril tek in v njem našel svoje novo življenjsko poslanstvo. Je eden najboljših slepih tekačev na svetu, državni prvak, udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev v atletiki za invalide in udeleženec paraolimpijskih iger v Riu 2016. Trenira pod taktirko Romana Kejžarja, je izjemno pozitiven, zgovoren in nepopustljiv, ter vsem nam neverjeten zgled in navdih. Z olimpijsko normo v žepu se ozira tudi k letošnjim igram v Tokiu. In še na njegovi levi strani, na naši desni, Primož Črnilec, Sandijev dolgoletni in zvesti prijatelj in spremljevalec ter vodja njegove ekipe na največjih tekmovanjih, sicer profesor športne vzgoje iz Šenčurja, med drugim tudi eden glavnih pri projektu digitalnega športnega vzgojnega kartona na osnovnih šolah, vodja planinskih krožkov, organizator tekmovanj ter od nedavna tudi predsednik planinskega društva Kranj. Gospoda, prosim, dopolnite me, kaj sem še pozabil. Drugače, edini moj rekord na maratonski razdalji je 2 ure, pa 39 minut, pa 57 sekund. No, zdaj je kdo padel s stola, če tole posluša, pa sedi, tako da bom pred tem vse opozoril, ne gre raje teč, ker 2:39:57 je vrhunski rezultat, ki ga bomo malo kasneje razdelali, ampak dajmo se vseeno osredotočiti na to, kako je Sandi Novak vstopil pravzaprav v tekaški svet. V bistvu temu je botrovala ena nesreča 15 let nazaj.
2005, ja, tako, ja. Ne, ja, 2005, tako, ja, 4. septembra. Takrat se ti je življenje dobesedno postavilo na glavo od, bi rekel, mizarja, ki je v prostem času nabijal nogomet, si čez noč pristal, bom rekel, v bolnišnici v komi. Ja, čez noč sem izgubil življenje, ne bom rekel. Pa sem šel v komo, v umetno komo, sem ne dal 14-15 dni, ko sem se pa iz kome zbudil, pa nisem vedel, nekje sem kaj z mano, da ne vidim, nič nisem vedel, v bistvu. Sem bil nemogogljen otrok, nisem znal nič, no. Ne spomina, nič nisem, no, nekako govoriti sem znal samo, ne vem, na razburjena hitrost, na živčnost, ne vem, no, pač, če sam se, to mi je najbolj opisal takrat 14 dni brat, ki je bil takrat v bistvu čim več pri meni, no. V bistvu življenje začel na novo. Rehabilitacija je dolgo trajala, pač pa nekako, ne vem, bom rekel, sem se dal v center korak vključil, pa na Društvo slepih in slabovidnih, pa smo pa eno pot najdel v tek. In pač ta tek, bom rekel, me je rešil iz te tegobe, pa znal pokazal nov življenje. Pač, kako naj rečem, nov smisel življenja in nove cilje, pač, ki jih dosežeš, ampak tako so bili majhni cilji, pa so pa taki cilji, morajo biti taki, da so uresničljivi, pa dosegljivi, ne sme se dati prevelikega cilja, ker pa je lahko prevelik padec ali pa se predaš, ne, to je pa večinoma s telom velikem športnika, kakorkoli, ker 14 dni grejo, pa ne gre vse dobro, pa se predajo in ni, ampak tle ni to, moraš glavo po koncu, moraš se izpadca, tudi veliko naučiti, jaz sem na maratonih pač, kakšnega sem bruhal, pa vse skupaj pa zobe zgubil, ampak nisem odnehal, pa še zmeraj se moraš, iz tega se moraš znati, iz nule se moraš znati pobrati, to si pa zmagovalec, te prav. No, zdaj, če se človeku danes kaj takega primeri, kakšne ima potem sploh ti si našel pač teka, ne, tudi prek centra Korak, ampak kakšne so bile pač sploh še kakšne druge možnosti? Ok, moraš se naučiti funkcionirati v svetu, v katerem ne vidiš več, moraš na novo začeti skrbeti za sebe, se orientirati v prostoru na drug način, se usvojiti novo pač svojo higieno lastno, potem pripravo hrane in tako naprej. To je bilo najbrž kar naporno. No? Zdaj, če se nekdo najde v tem, je svet kar naenkrat lahko, bom rekel, prevelik zalogaja. Ne? Ti si najdel tek, si imel še kakšno drugo možnost, recimo se v čem drugem udejstvovati, pa je bil tek še vsem bolj privlačen. Niti ne, pač to iščeš svojo, pač to, sem se v drugih športih tudi najdel, pa slepote, stezno kegljanje, showdown, vrtno kegljanje, samo to je tako priložnostno, kakorkoli, ampak tek mi je dal pa ta smisel novega življenja, ali pa pomiritev, da sem jaz spet v smislu življenja, živeti, kakorkoli, tako da sem se spet na svoje noge postavil, pa bom rekel, je majhna nitka, lahko bi se jaz čist podaril, še danes lahko sem sam sebi se smilam, pa nič ne naredim, ampak moraš iz tega kavča kakorkoli vstati, pa je to, da se sam ne smileš, pa bom rekel, in tle preprečaš in se bolezni, poškodbe in imunski sistem zavaruješ dovolj, pa če se ti gibljaš, kakorkoli pa delaš na svoji samozavesti, pač, ker sem ta prvi pofest skuhal, jaz sem z ušesem ploskal, bom rekel, to je bil ampak ta pofest bil skuhan šele po enem letu, recimo, ali pa po 2 letih rehabilitacije, kakorkoli, ali pa bom rekel, tle tudi lahko udarim, recimo, napako dosti delajo starši, kakorkoli, ker preveč tega otroka, kakorkoli, ali pa odraslega, preveč kujčkajo, preveč podenejo, preveč mu prinesejo in po je napaka in ti ne delaš z teh mišic, kakorkoli in ti razpadaš na obroke. Če se pa ti gibljaš, da starši postajajo sam, on nekaj naredi, bo nekaj dosegel, pa bo rekel, da je še v tej družbi še kaj pomemben, da rad se pa zdi pač, da ni pomemben in se bo prepustil tizmu toko in bo sam sebi na poto in družini. In pa je razkol družine in tega pripelje vas prepir skrpa, kakor da se pa ti postaviš, pa da probaš z majhnimi koraki začeti, je pa to pa vsak korak uspeh. To je, bom rekel, ta
pot je trnova, ampak je poj, če ti dosežeš tega, je uspešna, pač si sam zadovoljen, pa prijatelji so zadovoljni, pa prijatelji te ne zapustejo, zato ker lahko, če se boš ti sam sebe zapustil, te bojo tudi prijatelji zapustili, kakorkoli, a ne, in boš ti na enem mestu gnil, kakor boš pa ti, recimo, ti odprt do drugih, bojo tudi drugi te radi pomagali, tako kot Primož meni preskočil z zelo odprtimi rokami, odprt, recimo, ko sem ga prosil za ta prvi tek, če greva 21 km odlaufat, je bil kuj za to, ampak jaz sem čez 40 dni prišel, da nisem bil zadovoljen z 21 km, sem rekel, ne Primož, bo 42 km odlaufala, no. Ampak to je bil pač želja, moj maraton je pač prelaufan bil iz željo, iz upanjem, pač, da zmorem še nekaj. Pač, takrat sem treniral morbiti na 14 dni po 20 km, da sem kakšnega dolgo, ampak maraton sem pa odlaufal 4 ure pa 7 minut, pa mislim, da je bo še 30 sekund, ampak to je zmagala moja volja, pa Primož, pa prijateljstvo, kakorkoli, da še nekaj zmorem, da zmažem, da lahko gremo. A ne? No, lepo, da se odlične lekcije, se mi zdi, za vse nas tam zunija, ki imamo včasih kakšne probleme, ki so banalni napram tvojim problemom, no, pa iščemo predvsem izgovore namesto rešitev. Ampak, Primož, ker si ravno omenjen, kako si pa ti si Sandija že prej poznal, kako si pa ti potem doživljal to njegovo nesrečo, rehabilitacijo in vse ostalo, no, vendarle si bil vpleten na en način, moče še najbolj poleg njegove družine, kako si ti takrat to spremljal? No? Ja, takoj po Sandijevi poškodbi, ko sem ga šel prvič obiskati na Sočo, takrat je bilo najtežje, ker v bistvu sem videl drugega človeka. Prej je bil Sandij normalno, tako kot mi vsi, garač, živ, kakor Kišlarov delal, pa smo ga žurali skupaj, potem ga pa prideš na uri Sočo obiskati po 1-2 mesecih po nesreči. Pa v bistvu vidiš, da stoji pred ogledalom, pa ne ve, kva gleda, pa ne ve, kva dela, pa prideva noter s prijateljem, pa rečejo, Sandi živijo, pa ne je komaj poznal. Takrat je bilo najtežje. In pa nekako rabaš čas, da se s temi stvarmi soočaš. In ni bilo težko reči, ko me je prišel vprašati, če greva prelaufati tistih 21 km, sem rekel, Sandi, zate z veseljem. Težje mi je bilo ko mi je rekel 42, To mi je bilo zelo težko. Tako da, v glavnem so bili to začetki. No. Takrat smo pa jaz sem začel razmišljati o ekipi Sandijevi, začeli smo s čiste nule, in s trdnim delom, s tako močno voljo, ki jo ima on, z motivacijo, s srcem, ki je vsem srce bil predvsem za njega, nam je uspel po dobrih 8 letih skupaj z Romanom Kejžarjem iti toliko visok, da smo prišli iz nule, Sandi je bil na meji med življenjem in smrtjo, lahko bi bil tudi danes med črvički, ampak je premagal in iz tiste nule smo prišli na olimpijske igre, na paraolimpijske igre v Rio de Janeiro, kjer je dosegel tisto 8. mesto in to je bil fenomenalen uspeh za knjigo napisati. Kakor sem vsak dogodivčen, bi lahko ene knjige napisal, ker so se pač delali klasifikacijo, pa moje pridogode v Londonu zobe, pa karkoli, pa bruham, pa take reči, to je veliko, ampak če 100 moraš pa bruhaš recimo na 39 km, ti rešilce odpira, ampak ne obupaš, ampak še zmeram greš naslednji let, se postaviš na maraton in probaš še bolj odlaufati, ker beseda ne zmorem, ne obstaja, tako da pač to se držite, pa vreme ni uržah, recimo, danes je pa tako vreme je tako da zato primerno obutev, pa primerno zaščito, če hoč, ne izgovorov iskati. No, v glavnem, željo pa voljo pomagati ljudem pa prijateljem v stiski, je to največje in najboljše plačilo v življenju. Noben denar ni toliko vreden, kot nekomu pomagati. Bravo. Se vrniti na ta pravo pot. Vrhunsko.
No, ko govorimo že o teku slepega tekača, spremljevalcem, moramo našim gledalcem in poslušalkam pač obrazložiti, kako to izgleda. Namreč, če še niste videli, slepi tekač ima zmeraj spremljevalca na elastiku prevezanega z roko, tako da ga leta niti ne vleče, niti ne ovira. Hkrati pa spremljevalec igra ključno vlogo pri navigaciji dotičnega slepega tekača, ker mu mora z opisom proge pred njim, z vsemi ovinki, z vsemi nevarnostmi, z vsemi krčevalnicami in vse ostalo opisati. Dej, Sandi, malo mi razloži, kako to izgleda, kaj je pri tebi najbolj pomembno, ko imaš spremljevalca ob sebi, da te, najbrž, da te navigira, da te tudi spodbuja, kaj so tiste lastnosti, ki jih mora dejansko ta človek imeti, da je lahko potem dejansko spremljevalec slepemu tekaču. Če grejo na tekmo, pa da čas lovijo, kakorkoli. Je fajn, če mi vsak kilometer kakorkoli pove, v kakšnem času sva, recimo to, pač da jaz vem, moram hitrejša, počasnejša, pa mi mora recimo brez kakšnega okoli opozarjanja pelati mim, recimo ne mi reči, razpoke v asfaltu, a karkoli me mora pelati lepo mim tega. Zato, čim manj informacije dati, kakor pomeni, razpoke v asfaltu, si bom jaz enostavno avtomatsko zakrčil in bom jaz tekel po jajčkih, po domače povedan, in bom zgubljal in bom trd in bom zgubil pa 10 sekund, recimo, kakorkoli, isto čez makadam, da ne moram. Pa mi mora v bistvu opozarjati vse ležeče policaje, pa da je recimo če 10 metrov zavila levo, desno, karkoli, pa zdaj nasproti bo tega v tem stran prihtela. Vse informacije, bom rekel, mi mora 20 metrov preh povedati, zato da se jaz avtomatsko z glavo prštim, čez 20 minut bom šel desno, ko sva boj tik, preden zavijeva, mi pa reče desno, čez 5 metrov, pa desno, kakorkoli. Darač pa najbolj, da sva skozi, da ga jaz čutim na elastiki in da čim manj govoriš med tekom, ker čim manj da zgubljaš energijo, kakorkoli. Tako da to je važno, pa da motivira, pač me opiše, da mi še hoče opisati, da je tam od spredaj pa ena ženska, kako ima lepo postaviti, sem rekel, zdaj prosto, ampak zdaj mi pa tale ženska trenutno ne zanima, je boljša od mene, je boljša, ti jo meni pa je učila pokazati, kakorkoli, da bom jaz lahko, mi opiše, kakšna postavka, res se trenutno ne zanima, kakšna je ti, da jo mi da, sem rekel, ne, s tem me naš motiviral, jaz sem že zmatran, če je boljša, Ja, pa recimo štart je tudi zelo pomemben, da štartam med prvimi, zato da drugi, kjer so hitrejši od mene, da me oni prehitevajo, ne jaz njih, ker jaz tam pač zgubljam. Bom rekel Berlin ali pa to, ali pa Dubaj, pa London, imam to prednost, pač, ko smo elita, da za elito štartamo, kakorkoli. Zato se jih ni veliko, ki me še prehiti, ampak kadar grem pa kakšen tak lahkoten tek, takrat je pa fajna debata se razvije. Takrat imam pa cajt sputam gor, pa malo gor, pa dol, pa debato, pa kakšno cifro se zapolni, če da kakšna telefonsko, kakorkoli. Na čas je pa čim bolj sfokusiran na ura, pa kafurma, pejmo, da je čim bolj jih učila. Pač to je tekmovalnost, če pa je razlika med tekmovalnostjo in rekreacijo, kakorkoli. Če stečem za rekreacijo, tečem tisti 5 minut na kilometer, se lahko pogovarjam, debata gor, dol, če pa hitri, pa malo hitrejši, pa je 45 na kilometer. To je pomemben. Vse informacije, kar se dogaja na stezi. No, da zdaj čisto malo osvetlimo še tvojo pot. Pred letom 2016, zdaj nekako v očeh, tekaške slovenske javnosti, si bil že zelo prisoten. Zelo kmalu po začetku, 3-4 letih si prišel od nekega rekreativca, ti si rekel, dobre 4 ure maraton, 2012 si v Ljubljani že tekel krepko pod 3 urami, začel si že zbirati norme za svetovna, evropska prvenstva, bil si potem naslednje leto že na svetovnem prvenstvu v maratonu, bil si na evropskem prvenstvu na stezi in tako naprej. V Lyonu na svetovnem prvenstvu. Lyon je bil prvi, tako. Ekipi se je takrat pridružil že Roman Kežar, potem tvoj napredek je bil takrat naprej silovit.
kaj je on recimo spremenil v pristopu k treningu? Ali je bila to količina, kvaliteta, je bil to drug fokus? Tako da bom rekel, količinsko kilometrov je več, karkoli. Tako da en sistema, kako ne rečem, predelan sistemsko, pač, da formo stopnjuješ do maratona, kakorkoli, ali pa do te tekme. Ne. Pač to moraš oteči, pa recimo v tem času regeneracija to pa to, tako da pač spoznavaš, danes sem to maksimalno naredil, tudi če se nisem spustil do tiste časa, kakor je napisan, ampak sem naredil po svojih najboljših močeh, ali pa sem šel bolj, ampak zakaj šel bolj, to se moraš tudi sam sebe sprašati, ali pa sam sebe opozvati. Recimo, če sam sebe opozval, boš vedel, da boš ti zbolel, ali pa da boš ti trening naredil težje. To se moraš sam sebe malo probati testirati, kaj te odgovarja. Ker sam trener, bom rekel, veliko ve. Samo, če ti sebe ne boš poslušal, lahko greš čez, ali pa kakorkoli. Dobro formulo pač, ali pa kakorkoli s svojimi izkušnjami, pa z rezultat, pač, da smo pretekli normo za Rio. Tako da tempiral super normo, tako da je v skladu s treningi, pač kakorkoli, pa zaupal sem delal vse po planu in je to uspeh bil. Bravo, no sej spomnim se, takrat v neko spomladi 2015 tekel si v Dubaju, potem v Londonu, kjer si se spustil pod 2 uri 52 do norme, za olimpijske je bilo še celih 10 minut. Ti si pa zelo suveren, rekel si, teh 10 minut imam, teh 10 minut bom sklestil dol, ampak 10 minut, vsi, ki smo kadarkoli laufali, kakorkoli hiter maraton, vemo, da je 10 minut ogromno, ti si imel pa manj kot eno leto in tisto leto smo se potem jesen srečali še v Berlinu, ti si se tej meji takrat že bistveno bolj približal. Odkje ti takrat je bila ta vera, oziroma da zmoreš še, iz 2,52 do 2,42 je ogromen napredek. Si vedel, da to imaš v sebi, si vedel, da ta potencial se skriva v tebi? Ja, zato, ker sem vedel, verjel sem vase, bom rekel, pa takrat sem se pač malo žrtvoval, pač 3-4 mesece brez tega odrekanja in bo tudi recimo vsaka kila 3 sekunde na kilometer in pač se pozna, pa verjel sem in takrat sem gnal, pač vse sem dal na to in je šlo, bom rekel, verjel sem in po treningih kakorkoli sem rekel, če ne zdaj, daj pa. Kakorkoli, tako da bom rekel. Bravo. Ja, pač malo gorenjska trg, pač ta nemoč, edin ta en maraton, ker sem odstopil, ker sem rekel ene gele in sem probal in sem res podbruhal, drugače pa še nisem odstopil res, ampak prvo je, imaš ti fokus v glavi, zato ker veliko je v glavi, bom rekel, in se držiš tega okvira časa, ura, ker to in če ne verjameš vase, bolj da se ne postaviš ali pa da ne vidiš cilja na koncu, bolj da se sploh na štart ne postaviš. Bravo. Da si videl, na dan, smo pa 21 zmatran, je bolj da sploh ne štartam. Ti moraš videti cilj. Tako da, tlej to, kar reči. Izvoli. No, 2015 smo se srečali v Berlinu, tisti večer pred maratonom, si naredil tudi tako lepo predstavitev svoje kariere, svojih planov, marsikomu izmed naše skupine, ki smo bili tam rekreativno, si dal kril in zagona, da smo naslednji dan kakšno krizo lažje premagali, ker smo vedeli, da Sandi Novak je tam spredi in se bori za olimpijsko normo. Takrat ti je zmanjkalo zelo malo minutka. Jaz vem, da sem ti predhodno razlagal, da je to zame najboljši maraton na svetu, hiter, zaradi tega, ker je tako dobro navijanje, pa tako fajna, ne preveč dolgočasna proga, lih prav razgibana, ampak ti si mi jo potem rekel, da je vse to, kar sem jaz zase naštel kot prednost, je zate hendikep. Namreč preglasno navijanje pomeni, da ti ne slišiš svojega spremljevalca, ki ti govori, preveč ovinkov na progi, ki so zame zanimive, zate pač slabost, ker ti podre ritem in ima spet spremljevalc, s tem več dela, in se pravim, ampak kljub vsemu, v teku si 2,43,
Pa sekunda. Pa sekunda, tako, a ne. Smo rekli, joja, ne, ampak takrat smo pa že vsi vedeli, da naslednjič ti bo uspelo. Šel si potem čez manj kot pol leta v Dubaj, za gledalce in poslušalke tam zunaj. Če ne veste, Dubaj je eden bolj dolgočasnih maratonov na svetu. To je približno tako, kot je laufal po avtocesti dol 20 km v eno smer, obrnili pa nazaj. Gledalcev v progi je manj, kot recimo na fuzbal tekmi Dupleš in Čur. Ampak proga, Sandi, te pa izjemno ustreza. Ti si zmeraj rekel, to je proga zame, tam se lahko skoncentriram, tam se da odlaufati in dejansko res tudi 2016, ko si šel tja, mislim, da že tretjič, si odtekel tistih neverjetnih 2:39:57. Wow, neverjetno. In ti pa prinesel potem normo za Rio. Tako je, ja. A ne, res je v bistvu, ker šunder, pa to vse, kar jaz prenovcem ne slišim, to me je zmot, sem bolj v krču, ovinki, pač vsak ovink moram jaz bolj, bom rekel, z nogo trdo in na koncu ta zadnjih 5 km se ta pritiski poznajo na nogo, kakorkoli, ker moraš biti bolj skoncentriran, pa z ritma greš, pa recimo vsak ovink se meni podaljša. Videči ga, vi lahko 5 metrov ali pa 7 metrov skrajšate, jaz ga pa 7 metrov podaljšam, ampak pa 40 ovinkov, pa to zaračunajte krat 7, je pa to 400 metrov, je pa to že več kot minuta. In bi že jaz v Berlinu, če ne bi ovinkov, lahko dobil to normo. Ampak pač to je moje norme, to je bilo 230 metrov, tisti tempo. Sem jaz grešil prvič v Berlinu. Tako ja, to streljaj. Lahko ovinki, kakorkoli, ali pa šunder, kakorkoli, ker tam pičkajo vas spodbudi, mene pa zaustavlja, ker ne vidim, kaj se dogaja, kaj je pod nogam, ker jaz vse, recimo, asfalt, vse poslušaš, kaj odvrede, karkoli, vse čutiš, pač na drug pogled imaš, kakorkoli. Sploh v tunelu. Ja, ali pa tunelu, karkoli. Pač čisto neznano, kakorkoli, ali pa še hujš, hundar. Edin zadnjih 100 metrov, ki je ravnina, takrat pa že crknem, pa se še tisti dan, mora biti takrat, ki je že pred cilom. Tam nek na sred, pa sam zgubljaš energijo. Kam se rekel Roman, kam, pa če še, veš, tam drgam in tam grejo sekunde, ki jih loviš. Tako da. Si predstavljam, zdaj 2:39:57 je vrhunski rezultat, zdaj to je že polovička pod uro 20. Predstavljam si zdaj, oziroma vsi vemo, da v Sloveniji je zelo malo tekačev, ki sami lahko to odlaufajo, kaj šele, da bi koga ob tem spremljali pa navigirali. Zdaj, poleg Romana se je ob tebi zvrstili že kar nekaj tekačev. Eni pač so šli, ker so bili začetka s tabo, eni tudi pač niso več držali tega tempa. Koliko tekačev je zdaj že teklo ob tebi vseh teh letih? Vseh teh letih, recimo, zdaj ti nam točem rekom. S Klemena začel? Ja, s Klemena Teberjan sem začel. On je takrat prvi maraton s Primožem odlaufal, to je bilo 2008, pač Ljubljanskega, ko smo ga prvič odlaufali. Klemen je začel, Primož je z mano dokončal ga, pa vsi tri smo dokončali ga. Pa je bil pa še Luka Mihelič je bil, pa tale Božič, ne Božič, ja, pa čakaj, pa Domen Hafner je bil, samo on ni nobenega z mano tekel. Pa že Roman prišel. Pa Roman je bil, Roman pa tale je bil tudi da mi pomaga v London. Kosmač, Tone Kosmač. Tone tudi, ja, okej. In svetovno prvenstvo je laufal v Londonu z mano. Pa Martin. Pa Martin. Martin, kako se piše? Martin, zdaj se spomnim, pa tak je bil z nami v Riju. Ja, Urbani rep, ja, je bil. Pa Martin Hafner. Ja, pa Martin Hafner je pa zdaj ta zadaj, v bistvu tako nekako. Ampak velikih pa ni več, zdaj sam če pač, da so dosti hitri, ker mora biti moj spremljac 10-20% raje, da je boljši od mene, kakorkoli, ker on mora zaradi mene laufati
lahkotno, sproščujoč, on ne sme pomisliti, da mu je kaj hudo, a ne kakorkoli, tako da jih ni veliko v Sloveniji, no, tako bom rekel, tak cajt lahko, pač takih je nekaj, ampak da so še boljši, jih je pa, bom rekel, vsaj na dovolj maratona 15 mogoče, no, 20, bom rekel, nam počenjivo, ampak ne vem, kakorkoli, tako da. Tako. Ker ena 15 odlaufati polovičko, pa hkrati se pravim, potem dokaj suvereno še nekoga spremljati, si predstavljam. Poznam kar nekaj tekačev, ki so to sposobni, ampak verjamem, da tudi ni vsak za to, da bi spremljal nekega tekača, ker ima že sam sabo toliko za opraviti. Ja, pa tudi ni, recimo jaz moram tekača zaupati, a ne, tudi ni vsak, da pjesem, zdaj pa ti me spremljaj, pač v redu, sam mu moram jaz zaupati. Ti moraš imeti človeka, ki ga poznaš. Najbolj pravi, ampak če moj sotekač odpove, jaz nimam nobenega, jaz sem lahko to prštiman, a ne, bom rekel maraton za 2 ure 30, 2 ure pa bo, ampak če moj sotekač ni za to, ali pa da on odpove, da mu gre njemu, še kaj poškoduje, sem jaz enostavno brez rezultata, a ne, in pač to se moraš v zakup vzeti, ker je to ekipa, a ne, ampak bom rekel tle tudi, recimo lanske tudi Dubaja, sem odgovorno zlaufal, ker sem to malo za Tokio zlaufal, ampak kako sem jaz zlaufal, recimo, tako bom rekel po domače, da sem po 2 dni krval srov. Sem se čisto izmogel, pa 2 dni sem se prepotil, ko sem bil bolen, pa sem se 2 dni cajtov, in petek sem odlaufal, pa sem pa 2 dni se spet cajtov, da sem rad pocajtov, kakorkoli. Tako da sem se mučil pač, ta zadnji 5 kilometrov, jaz sem v cel padel, jaz nisem vedel, a se ima krvava, karkoli, to je bo, sem se čisto izmučil, ker je to, bom rekel, ena odgovornost do ekipe, ali pa ne odgovornost, ampak želja, kakorkoli, ali pa razočaranje, karkoli, sem imaš, recimo, smo predstavljali, London, karkoli, najraj tam, kaj je Licht Tower Bridge, v bistvu, ko imam ten hotel, na en vec mi odstop, ali pa v hotela, ampak imaš ti odgovornost, da priješ ti do cilja, greš, borbaš, kakorkoli, ker tudi za to, da so tekača, pač je tist želja, da ti dobro narediš, in tle je povezanost, pač želja ta, kakorkoli, pa bom rekel, psiha, pač mora biti želja in glava na mestu. No, hoč. Tako. To je mogoče še najboljši primer tega, kako je tek lahko tudi, bom rekel, ne samo individualni šport, ampak ekipni. To se pri vas, v vaši ekipi prav gotovo kaže, ali pa pri slepih tekačih nasploh in spremljevalcih, vsi vlagajo v to, v dosežek enega. No in če smo že pri tem, Rio 2016, vroče je bilo kot pes, ampak to je pa dirka, to so pač olimpijske igre, paraolimpijske igre, to se pa odteče pa čakoj po kolenih, tako kot si rekel, tle pa ni možnosti za odstop, odteku si kar dobre 3 ure, ampak emocionalno je bilo pa na cilju še bolj, kot da bi zmagal. To pa je bil nek vrhunc tvoje kariere. Ja, zmag, pa tako karkoli, pa še takrat sem rovno, kad drugačim ne pustim, da me za vratem polivajo z vodo, karkoli, tle sem pa rekel Romana, ajde, zdaj mi pa kar lahko polivaš tle. Marč ne vlaga, ker drugače, ker zaradi učka ali pa to karkoli te zmota, kakor če te en poliva, in kjer ni bilo treba, zdaj v to gleda, sem rekel Roman, vsaka postaja, ki bo tam od 20 kilometra, me ti sam frišaj. Sem rekel na koncu mu še to, da sem oblisko, ampak to je pa res, ta želja zmaga, pač tam sem pa tudi na koncu risko, tako da pač to je enkratna doživetje želja in bom rekel, pošten povedam, bi bil med slepimi, bi bil celo drugi, ampak ker smo kategorizirani, te 11, te 12 smo skupaj, te 11 smo slepi, te 12 so slabovidni, oni lahko še sami dosti laufajo, kakorkoli, ampak smo združeni skupaj, če bi bili mi v svoji kategoriji, pa bom rekel tam na olimpijskih igrah, smo samo 4 slepi laufali, pa 8 slabovidnih, ampak to smo bili združeni. Bil 8, če pa sam moja kategorija, te 11 bi bil pa jaz kar srebrn, tako, zlepa, ampak to ne šteje, ampak ti moraš reči,
Ok, nisem še za oko, sem še dober. No, v bistvu 8. mesto na olimpijskih igrah ali pa paraolimpijskih igrah, kakor hočete, je vrhunski rezultat. Spomnim se enega intervjuja, ki ga je imel Primož pred tem, ko se šel v Rio. Ravno takrat je pač povedal, da kategorije so žal združili, ja, slepi in slabovidni. Vedeli ste, da ste v T11 visoko kotirate, ampak nič ne de. Konec koncev dosežek je bil enako cenjen, mislim, da tudi v slovenski javnosti. Medalja gor ali pa dol. No, Primož, ti kot vodja ekipe, recimo, zdaj si bil pa že kar veliko po svetu, zdaj si bolj organizator, menedžer, ti moraš poskrbeti za pot, za potovanje, moraš poskrbeti za, Sandija, za sotekače, hkrati si še glavni navijač, pa fotograf in vse ostalo. Kako pa ti pač, vse skupaj dojemaš? Vendarle si tudi, nervozen, ko imaš tekače na stezi. Zdaj bil kar nervozen, v Radencih mi ni bilo, ker je moj sotekač pač na eno potrebo in sem zamujal 5 minut na cilj, kje sem jaz, sem spet kaj padal, sem se kaj poškodoval, tako da. Drugače, jaz imam veliko več dela prej, oni ga imajo poje, ker jaz moram stvari tako zorganizirati, da potekajo brez kakršnih koli zapletov, da je vse zrihtano, ker Sandi pa 2 sotekača, predvsem na velikih tekmovanjih, za njih mora biti vse poskrbljen, Sandiju mora biti vse prenešen, vse ugodnosti morajo biti za njega, vsaki njegovi želji ugodimo in to je to. Meni to ni težko, jaz to z veseljem naredim, ker se zelo dobro zavedam, kva to recimo Sandiju pomeni, na koncu pa tudi meni, ker glih ta pomoč in Sandi sodelovanje najino prijateljstvo, s tem sva prišla do paraolimpijskih iger, pa do 3 londonskih maratonov, pa do berlinskega maratona, do 4 londonskih, se pravi do 3 dubajskih in tako naprej. Ogromno, zdaj gremo na odprto prvenstvo Italije, zdaj je organizacija malo težja, ker v bistvu so te koronski časi, moramo v bistvu poskrbeti še za tele testiranja in tako naprej. Tudi tam v Italiji, ko bomo stanovali, bomo bolj zaprti v enih kletki, v enem mehurčku in kamorkoli bomo šli z maskami in tako naprej. V glavnem, če imaš željo pa voljo, pa za dobre prijatelje ti ni nič težko, tako da uživam tudi v tem, da sem organizator. Mi pa tudi kdaj kaj pače. Jaz sem s Sandijem začel laufati, in glede na to, da je Sandi postajal vedno hitrejši, pa če je hotel imeti obseg tako hiter tekače, je bil na koncu Roman edina izbira in zato smo se z Romanom spoznali in tudi z Romanom začeli super sodelovati, ker Roman tudi njemu tudi ni nobena stvar problem narediti. Pa težko narediti karkoli. To je to, da smo se v orang poklapali. Odlično. Pa orang, tako da Primož je takrat pristopil do njega in Roman je tudi malo tako kolego, kako sledil karkoli, ampak pa smo se povedali, da mi dva smo njih že mislila, sva normalna doma kmečka fanta in smo šli skupaj v bistvu pa brez zamera, pa ti poveš karkoli, tako da pa, ko smo vso, to moško, kakorkoli, ampak mora biti skladno, tako da je super, takrat Primož pripeljal mi Romana, drugače bi težko napredoval, tako da je pod Romano trkirko sem lahko tudi že pač take uspehe, kakorkoli, tako da. Je pa vse sorte, veš, ni samo lepo na koncu, do tega prideš, sva dala marsikaj skozi, kdaj sva se tudi malo počla. To je pomembno, važno povedati, ja. V bistvu sta skupaj več, pa kdo od poročenih parov morda, ja. Moje je bilo včasih že malo posumno, Ja, tako da, in pa si moraš povedati, kakorkoli, jaz tudi daj, ker mi kaj ni šlo, sem ga tudi daj kakorkoli, zato ker izbruhneš in poveš, zdaj pa, če boš to vse držal
si lahko kuhaš in razdereš ekipo, kakorkoli, pa si lahko skozi v laseh. Tako pa, če si poveš, pa to je to in greš svet naprej, furaš, kakorkoli, brez zamera, ne. No, Primož, daj mi še nekaj povej, prosim. Ja, rekel si, prepočasen si za Sandija na tekaški stezi, na maratonih, ampak še vedno, ne, pa najdeš kakšen izziv, ker si sestavni del njegovih športnih podvigov, med drugim si ga peljal na Triglav, drži? Ja, drži. In to ste bili cela ekipa, jaz sem gledal tisti dokumentarni filmček, super stvar, cela ekipa vas je bila, več slepih je šlo takrat gor. Kaj je bil to za en podvig? Ja, to je bila pa tudi ena Sandijeva želja, pa želja še dveh drugih slepih oseb. Tako da enkrat, ko je ideja dozorela, sem jaz tudi to stvar speljal do konca, jo zorganiziral. Glede na to, da veliko sem na Planinskem društvu Kranj, imam tudi na tem področju ob sebi zelo fajn ljudi in sposobne, tako da smo takrat v bistvu v ekipo povabili Štremfle, Andreja Štremfla, Marijo Štremfl, Markota Štremfla, gorske reševalce kranjske in še ostale alpiniste. Tako da za vsako slepo osebo sta bila na voljo dva, en spremljevalec pa en gorski vodnik. In v bistvu nam je uspel jih pripeljati do Aljaževega stolpa v 13 urah, ampak ko so se pa tega stolpa dotaknili, so pa spet bile take emocije, solze in velike sreče, da v bistvu se teh občutkov sploh ne da popisati. In to je največja nagrada. To je spraven, da plačila v življenju so različna, ni vse v denarju, ampak 100% je pa pomoč nekomu, pa daleč največje bogatstvo, ki ga lahko dobiš. Pa vedno se ti vrne, no? Vedno, taka pomoč ti vedno se ti vrne, če ne, ti pa na kakšen drug način. No? Tako da, to je bil pa tudi povod, da smo na Planinskem društvu v Kranju ustanovili odsek za osebe s posebnimi potrebami, katerega član je tudi zdaj Sandi Novak. Imamo malo smole, ker pač te korona časi in nikamor ne moramo hoditi, ampak bomo začeli tudi v bistvu te osebe voziti malo po hribih in z njimi sodelovati in jim nekako pomagati v njihovem življenju, da je bolj lepše in boljše. Pa še kakšne nove podvige se mu najde. Še kakšno novo punto Sandi spoznal zraven. Ki je v hribih, kaj tam je dovolj na teoriji. Na teoriji vse je dovolj. Tako da vredo, tako da čisto redo, pa še draka je gor, tako da. No, Primož, kot sveži predsednik Planinskega društva Kranj, enega večjih planinskih društev v Sloveniji, se slišim, da si zagret, imaš izjemne plane, hočeš tudi odseke bolj povezati, tudi ljudi bolj angažirati, kar je fantastično, se mi zdi. Ampak poleg tega, ne, ti si v življenju počneš več stvari, med drugim sem že prej omenil, si profesor športne vzgoje na osnovni šoli v Šenčurju. Ti si bil tisti, ki je takrat dal povod in bil vodja projekta za digitalizacijo tega športno-vzgojnega kartona. Ta aplikacija se še vedno uporablja in je aktualna, drži? Ja, ta aplikacija se uporablja od takrat, v bistvu pri nas na šoli zdaj že 10 leto. Nam pa daje kar pomembne podatke o razvoju naših otrok in mladine, predvsem pa na podlagi športno-vzgojnega kartona, predvsem v zadnjem času vidimo, kako različni ukrepi in različne situacije na svetu negativno vplivajo na razvoj in zdravje mladih ljudi, predvsem otrok. Kar je pa pomembno predvsem za kasnejše življenje, kasnejše življenjsko obdobje. Tako da športno-vzgojni karton, ki se v Sloveniji izvaja že dobrih 30 let, nam kar veliko pomaga. V zadnjem času tudi mogoče drugi ljudje v zdravstvu in drugi politiki dajo poudarek in verjamejo in sprašujejo za te podatke in se na podlagi teh podatkov mogoče včasih tudi kakšne stvari odločajo in ukrepajo. No,
skoraj vsega svojega gosta povprašam ravno o tej temi, no, ki je eno leto že zelo aktualna, namreč vpliv pandemije, predvsem na gibalne sposobnosti otrok. Marsikdo mi reče, in tudi jaz sem eden tistih, ki menim, da imamo tukaj starši zdaj veliko odgovornost in tudi nalogo, ne, v tem času, da naredimo več, kot smo morda prej. Zdaj pač ni organiziranih oblik, bom rekel, ne vadbe, ne športnih aktivnosti in tako naprej. Tukaj je tudi na nas, da morda se bolj aktiviramo. Jaz recimo, če rečemo takole, poskušam otroke čim večkrat spraviti ven, jih navižati v hribe, v gost in tako naprej. Ni vedno enostavno, ampak kakšen nasvet bi pa ti dal staršem? Ti si ne samo učitelj, si tudi športni pa hribovski pedagog, si bil načelnik mladinskega odseka, si mentor, rekel, planinskih krožkov, bil si, rekel, organizator teh tekmovanj mladi in gore in tako naprej. Kako in kaj narediti, kako spodbuditi otroke, kako jim vcepiti mogoče zdaj je res čas, ko je ta stvar mogoče še bolj pomembna, kot je bila v prejšnjih časih. Ja, vzgoja je kar zahtevno delo, predvsem najtežje pa ravno doma. In predvsem gibanje, otroka spodbuditi k gibanju je velikokrat težka naloga. Jaz se zavedam, da najpomembnejša stvar pri vzgoji za zdravje, dobro počutje, kondicijo, smo največji vzor otrokom starši sami in zraven tudi učitelji. Tako da jaz mislim, da se morajo starši predvsem zavedati, da če otroka peljejo na polurni sprehod, enourni sprehod, da ne naredijo nekaj dobrega samo za otroka, da naredijo nekaj dobrega tudi zase in za celo družino. Glede na to, da smo delali na daljavo, je bila naloga učiteljev kar zelo zahtevna. Meni se na naši šoli smo predvsem otroke spodbujali k gibanju, jim dajali različne naloge, izzive in tako naprej. Predvsem smo jim pa zaupali, da te stvari tudi počnejo. Skupaj smo se na naši šoli učili, da športni pedagogi videokonferenc ne bomo prepogosto delali, ker že tako preveč sedijo za računalnikom in telefonom in vsaj takrat, ko imajo na urniku uro športne vzgoje, naj gredo ven. Mislim, da nam je to tudi zelo dobro uspelo, smo bili tudi nagrajeni s strani Ministrstva za šolstvo kot najbolj športna šola pri delu na daljavo. Tako da gre na zaupanje, pa na zaupanje, vzor, spodbujanje, motivacija. V bistvu to je najbolj pomembna stvar. In da zdaj, ko smo prišli nazaj po tolikem času, da smo mi tudi otrokom znali povedati v bistvu večkrat in stalno jim govorimo, koliko so sami odgovorni za lastno zdravje, da nobeden mu zdravja ne more dati, da si ga more v bistvu sam pridobiti z lastnim delom in vzorom nas učiteljev in staršev. Starši pač ne smejo otroke preveč v vato zavijati, pač dajte jih v narav, pa ne bojo umazati, karkoli, se strojo perje, včasih se je to na roko prav, zdaj pa pravi vržeš vajo pran, pa ne umazan pride, pa ne kve malo zemlje, ali karkoli, to je za imunski sistem dober, ne pa jih zavijati, ne boš pa umazati, ne vložo stopati, pa daj vložo stopati, tako da take reči pa ne se zjagajo, karkoli, tako da bom rekel, samo svobodo dajte otrokom, pa se oni gibali. V glavnem, zdaj smo ugotovili v teh korona časih, da je delo v šoli izredno pomembno in da šola ne more biti nadaljavo. Predvsem, kar se gibanja tiče športa, da je za veliko otrok to edino gibanje v celem tednu. Šport na osnovni šoli ali pa srednji šoli. Tako da še več ur športa, še boljše bomo. Otroci, zdravo bomo trpelo. Super sta tole povedala, dala sta cel kup iztočnic, tudi morda še kakšnih kosti zaglodati, premislekov za domisliti, ampak vem, da se vam že mudi naprej po obveznostih, dajmo pač zaključiti v maniri
kot smo začeli. Lani se vrnemo nazaj, malo pred pandemijo ste bili spet v Dubaju, v vašem priljubljenem Dubaju. Jaz se spominjam takrat sporočili iz Dubaja, Sandy Novak je spet takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Stisnil zobe in naredil tisto, kar je bilo najpomembnejše, odtekel čas pod 3 urami na maratonu, vzel olimpijsko normo za Tokio. Takrat si se pol, ko si se vrnil, vem, da je bila euforija velika, ampak zdaj si že, bom rekel, olimpijc, to si dal že skozi vseeno, še nastop na olimpijskih je vseeno bil kar rekel, visoko na tvoji letvici dosežkov, ki jih še hočeš osvojiti. Točno tako, v bistvu to je še želja, kakorkoli, bom rekel, tudi moja emša, kakorkoli, res da imam srce mlado, ampak pa vidiš tudi mogoče, ampak tako, pa noge tudi manjka srca, ne. Ampak recimo pa moj tako, bom rekel, regeneracija pa to je pa že za take vrhunske čase, je pa že več treba narediti, pa več regeneracije, tako da bom se bojil mogoče verjetno kakšne druge, zdaj sem si 5 kilometrov mislil, narediti kakšne krajše, da ne bomo toliko kilometrine, pa kakšne izbe, pa kaj taka, kakšne druge izzivov je še veliko pred mano, tako da ne bom še puške vrgel v koruzo, naj rečem, ampak bom pa kakšne take gore obiskal ali pa kakšne vrhače osvajal, tako da pa mora biti kakšno žensko srce usmoril, tako da pa bom malo na poto. Mogoče sem pa tekaški trener, ker izkušen bom v nekaj kakoli, tako da... Ženske reprezentance. Ja, tako. A ne bila dobra? Atletska reprezentanca Slovenije. Ženska. Sandy in Črnivec. Tole vem, da ti je prej Primož prišepnil, reči zraven še Črnilec, da še je še lahko zraven. Ne, to pa je kakšno drobtinco moraš tudi njemu pustiti, ja, se strinjam, ja, sej konc koncov, ne. Veš, ka njemu pustiti pisma, ne. Kar je pa Slatana, pa je tudi. No, o tem, kako o spoznavanju in prepoznavanju bomo še kdaj drugič, ker se nam zdaj malo mudi, ampak zgodb je še veliko, nedvomno. Rekel si, če drugega ne, ko boš enkrat v tekaškem penzionu, boš spisal tiste knjige o prvih olimpijskih, pa potem v drugih olimpijskih, po vseh maratonih vmes. Verjamem, da bo to uspešnica. Zdaj, čez manj kot pol leta, čez 4 mesece pravzaprav, ali 5 te čakajo olimpijske igre, paraolimpijske igre v Tokiju. Norma ti velja od lani, sklepam. To dodatno leto treninga je najbrž prav prišlo ali pač ne? Ja, te paraolimpijske igre, to zaenkrat situacija še ni čisto potrjena. Zdaj, Sandy ima normo ima tudi še en atlet, zdaj Slovenija mora še dobiti kvoto, ko se zaključi obdobje za doseganje norm. Ko se to obdobje zaključi, v bistvu pa stopijo te na Mednarodnem paraolimpijskem komiteju, Komisija za vrhunski šport in dodelijo vsem državam po svetu kvote. Zdaj, če Slovenija je za paraolimpijske igre Rio de Janeiro dobila eno moško kvoto za atletiko. In že takrat to pa pomeni za slovenski paraolimpijski komite kar eno tako zahtevno nalogo, ker morajo pa potem oni oziroma naša komisija za vrhunski šport od teh dveh bo šel. Takrat je zmagal Sandy, takrat so izbrali Sandyja, zdaj smo pa letos pa tudi še pred to odločitvijo, tako da ni nujno, da Sandy gre. Je pa kandidat za paraolimpijske igre. Ampak, tako da govorimo o kandidatu. Zato, ker naredil sem, kar sem lahko hotel, sem ni tam malo popraviti, ampak ta korona mi je pač vse maratone odnesel. Jaz sem bil zdaj skozi v 4 mesecih, 5 mesecih skozi pripravljen, da bom še kakšen maraton odlaufati, ker sem hotel ta rezultat malo po 3 uram popraviti, da bi bil mogoče malo boljši na rang lestvici, kakorkoli. Ampak tega mi ni ta korona dovoljala, da bi kje lahko tekel. Pač, ker jaz vsi povedane, da tistih, ki bi jaz lahko
ker si meni šteje rezultat. Ne? No, mi bomo držali pesti, da vendarle še enkrat rata pridete v olimpijsko vas, tokrat na drug konc sveta, na Japonsko, tudi če bo treba sredi noči vstajati, bomo to spremljali, tisti maraton na vsak način, če bo. Zdaj, tale pogovor je bil fantastičen, spoštovani in spoštovane. Urca je šla takole, ste videli, pa šele, povrhnjico smo malo popraskali od zanimivih zgodb, ki jih imata tako Sandi kot Primož. Jaz mislim, da bojo naši poslušalci, naše gledalke in tako naprej, ki tole zdaj poslušajo in tečejo, zaradi tega naredili še kakšen kilometer več, si potem še v miru enkrat priposlušali, potegnili vel kakšno zanimivo misel, kakšen napotek, ampak dajmo za zaključek, pandemija nas drži že 1 leto, zdaj eni smo se že sprijaznili že prej, eni smo iskali že prej rešitve, cel kup problemov vendarle je, življenje nam je nepovratno spremenjeno. Sandi Novak, ti si, živ primerek tega, kako se pred oviro, ki se ti postavi, pa naj bilo še tako na videz, nepremagljiva, ti si se odgnal, jo preskočil na njej, dobil še dodaten zalet. Dej vsem nam in vsem poslušalcem in gledalcem tam zunaj, povej, kaj je rešitev za vse nas, da ne bomo klecnili, pred izzivi, pred problemi, ki se nam postavljajo na pot in kako jih pretvoriti praktično v priložnosti in v zagonsko energijo. Ko bom rekel, prvič, ne ozirajte se na druge, vi zase poskrbite, da se v tebi dobro imeli, gledajte, ko ima drug, recimo, pa še vedno vedel v njemu soseda Kravcar, ampak bodite, bom rekel, kako ne rečem, z glavo po konc, pa vsak dan imejte za svoj uspeh, za svojo zmago, vsak dan ali pa za en teden, recimo si dam jaz plan, ta teden bom to pa to delal, je v bistvu cilj tega tedna, ne pa jutri pa spet tak dan težek. Ne, daj si vesel, jutri bom pa to delal, daj si vsak dan nagrado, vsak dan se vesel dneva. Bom rekel, ne gledaj tist, jaz ne vem, kaj sem čez 3 dni nazaj delal, jaz gledam, kaj vam zdaj naprej delal. Recimo, pa dajte si ven iz sebe ven, kolega, prijatelj, ženi, zaupa tist, pa boste brez nahrbnika žgeli. To boš, če pa ti nosiš nahrbnik, da ti vse držiš 2 dni, že v 3 dan eksplodira in potem pride do prepira, do tistega, karkoli, ven da iz sebe in boš lažje drug dan se bo zbudil. Nov dan, lep dan, spet gremo na naravo, spet gremo danes 8 km zlapati, pa bo spet dobra kavica, to z majhnimi stvari boste zadovoljni, kakorkoli, to korono pa bomo skupnimi močmi preboleli, samo gibajte se več v naravi, bolj boste imeli imunski sistem in bolj boste zdravi, pa naprej hodili doktor, zdravilo je narava, ne pa doktor, bom rekel tako. Doktor je, ampak za kakšne bolezni, karkoli, ampak za svoje zgodile, za glavo, pojdite v naravo ven, pa uslišajte ptičke, pa veselite se vsake minute, pol ure, dneva, dihate, živite, da imate lepo naravo, pojdite ven. Pa prijatelju ne prvošite slab, da prvati dajte dobro, želite mu dober, ne slabo, ali pa pokarkoli. To je bistvo. Ne zmoram, samo treba je voljo imeti. Red premakniti. Pa red premakniti iz kavča ali pa eno brco. Super. Kaj še dodati, Primož, mogoče že ti, kakšen stavek ob tem? Težko kaj dodam, že sam je vse povedal. Čisto iste misli sem imel v naravo, ker korona čas ni slab čas, mogoče je pa glih v tem času lahko veliko dobrega zase narediti. Tako da treba iti v naravo, treba je pozitivno razmišljati, treba je naprej živeti in se imejmo radi. Ja, pa sebe pozvati, recimo, pa čutiti, kaj ti rabiš, danes rabiš laufati, pa karkoli, pa vsak si najde pol ure, 1 uro na dnevno cajta, pa pol ure manj za računalnikom, ali pa 1 uro manj za računalnikom, pa je takrat ven, pa se zjage, pa že boš ti bolj zadovoljen, pa bom rekel, partner, karkoli, boš ti bolj aktiven med rjuhom, kjerkoli, ali pa boš več kondicije, ne. Pomoči, karkoli, ampak zadovoljstvo, nasmeh, to je,
Vsak spet ne preveč, ne Pa pa ne. malo zmat. Ja, ne, materim pa za ženske konec. kakšen fantastičen zaključek. Rekel Sandi Novak, Primož Černilec, jaz se vam zahvaljujem za vajen čas, za vajno energijo, za tale res zabaven pogovor, res super je bilo, vrhunsko, hvala še enkrat, hvala. Enako za povabilo. Hvala za povabilo, pa upam, da jaz sem bil čisto iskren, tako da upam, da jo poslušalci se vsaj 10% morbiti tega držali, bo že velik uspeh. Da v 1, 2, 3 majhen iskavača premaknil, bo to veliko narejenega. Jaz mislim, da smo veliko naredili s tem pogovorom. Sandi in Primož navijamo naslednji vikend seveda za vajen nastop, za Sandijev nastop v Italiji, pa tudi seveda za vse nadaljne dirke na koncu za Tokio. Jaz samo želim uspešno nadaljevanje, rekel, tega leta kariere, ostanta, rekel, tako zagreta za tek in za življenje. Spoštovani in spoštovane, to je bila 33. epizoda. Z mano sta bila Sandi Novak in Primož Černilec. Maham ima ohran, srečno in se Čau, lepo se majta. Hvala vsem za pozornost. Nasvidenje. Nasvidenje, pa lepo se majte, pa športajte. Čau. Čau.